No, pozdravljeni. Danes imamo pred sabo res zanimivo temo. Predstavljajte si človeštvo kot nekakšen neskončen eksperiment. In ta eksperiment poganjata dve temeljni sili. Včasih si nasprotujeta, včasih tečeta vzporedno tekmovalnost in sodelovanje. Danes se bomo poglobili v to, kako ta preplet dejansko oblikuje napredek naše civilizacije, še posebej, če pogledamo skozi, recimo, prizmo tehnologije. Ja, izhajali bomo iz enega, mislim, da res dobrega eseja. Naslov je Tekmovalnost, sodelovanje in napredek civilizacije. Naš cilj pa ni samo povzeti, kaj piše, ampak res razčleniti to dinamiko. Pogledati primere od, žarnice do umetne inteligence in skušati razumeti, kaj nam ta večni ples, ta dinamika, pove o nas, pa o naši prihodnosti seveda. Kaj je tisto bistvo, ki nas žene naprej? Mogoče začnimo pri nečem čisto vsakdanjem. Žarnica. Danes se nam zdi samoumevna. Ampak Edisonova komercializacija, to ni bil le tehnični dosežek. Esej to opisuje kot skoraj simbol zmage nad temo. Ampak to je bil šele začetek, kaj ne? Surova moč svetlobe je imela svojo ceno. Točno tako. Žarnica je bila revolucija, seveda. Ampak hkrati je bila simbol neke dobe, ki je cenila moč. Učinkovitost ni bila na prvem mestu. Bila je izjemno potratna energetsko gledano. In tukaj skozi desetletja, skozi tekmovanje, iskanje boljših rešitev, se je zgodil ključni premik. Danes imamo LED tehnologijo. Esej navaja eno res osupljivo primerjavo. 10-krat več svetlobe z 10-krat manj energije. Neverjetno, ja. In tu ne gre samo za tehnični napredek, tisti inkrementalni. Gre v bistvu za nek filozofski preskok. Esej to lepo osvetli, od gole moči k, recimo, pametni učinkovitosti. Nekako smo se naučili ali pa se še učimo, da napredek ni nujno večja poraba, ampak pametnejša raba virov. Ta premik od, recimo, masivnega k učinkovitemu, to vidimo tudi pri televizorjih, a ne? Jaz se še spomnim tistih ogromnih katodnih škatel. Zasedle so poldnevne sobe, pa še grele so. Danes pa imamo zaslone tanke kot list papirja, visijo na steni. Fascinantno je, kako se je naš odnos do tehnologije spremenil. Iz nečega fizično dominantnega, masivnega, v nekaj, kar esej opisujejo kot lahkotno, skoraj eterično. Kaj to pravzaprav pomeni? Res je, ta opis je zelo, zelo dober. Pomeni, da tehnologija postaja skoraj nevidna, ampak hkrati vseprisotna. Tako integrirana v naša življenja, da je niti ne opazimo več, dokler ne neha delovati. Ta prehod pa odseva tudi nek širši premik od trdnega, otipljivega sveta industrijske dobe k digitalnemu, fluidnemu, informacijske dobe. Zdi se, kot da tehnologija postaja manj oprijemljiva, čeprav je to seveda samo na površini. Pod to lahkotnostjo se skrivajo zelo konkretne fizične infrastrukture. O tem bova gotovo še govorila. Absolutno. Ampak preden greva tja, ustavimo se pri rivalstvu. Esej namenja veliko pozornost tej ideji, da je prav rivalstvo ključni katalizator napredka. Ne v smislu, destruktivnega konflikta, ampak kot gonilo, želja dokazati, da zmoremo več, bolje, drugače. Klasičen primer, ki ga analiza res podrobno razdela, Apple proti Microsoftu. Dva titana, dva popolnoma različna pristopa k istemu cilju digitalizacije naših življenj. Tukaj je resen, fascinanten vpogled, ki ga ponuja esej. Da sta bila Jobs in Gates v bistvu nasprotna pola istega magneta. Nista bila le tekmeca, skoraj nujno sta potrebovala drug drugega. Jobs je iskal estetsko popolnost, zaprt sistem, skoraj umetniško vizijo tehnologije. Gates pa je stremel k dostopnosti, univerzalnosti, programska oprema kot orodje za množice. In paradoksalno je, da sta prav skozi ta nenehni ideološki in tržni spopad oba ogromno prispevala k temu, kako danes uporabljamo računalnike. Brez Applovega fokusa na uporabniško izkušnjo, mogoče Windows ne bi bil to, kar je. In obratno, to ni bilo sovraštvo v klasičnem smislu, bila je ustvarjalna napetost.
Dopolnjevanje skozi tekmovanje, ki je potiskalo celotno industrijo naprej. In ta ista dinamika, to rivalstvo, ki smo ga videli pri osebnih računalnikih, danes se mogoče še bolj intenzivno odvija pri grafičnih procesorjih, AMD proti Nvidii. Esej poudarja, da to ni več samo tekma za hitrejše sličice v igrah. Čeprav se je tam začelo. Njihov boj ima globje posledice. Skoraj ontološki, bi rekel. Daleč od tega, da bi šlo le za igre. Čeprav so te še vedno pomemben poligon, seveda. Esej to opisuje zelo proničljivo, kot nekakšen boj za interpretacijo resničnosti. Z napredkom tehnologij, kot je ray tracing, to je tehnika, ki ustvarja hiperrealistično grafiko, s simuliranjem poti svetlobnih žarkov, podobno kot v resničnem svetu. In seveda z umetno inteligenco ti čipi ne le rišejo slike, oni aktivno simulirajo svetove. Svetove, ki se po natančnosti, po kompleksnosti vse bolj približujejo naši fizični realnosti. Ja, to je res. In vsaka nova generacija teh procesorjev tako postavlja skoraj filozofsko vprašanje. Esej ga izpostavlja. Kaj sploh je realnost, če jo lahko tako natančno digitalno upodobimo, simuliramo, celo manipuliramo v realnem času? Če je meja med resničnim in simuliranim? To so velika vprašanja. In seveda, ko govoriva o rivalstvu in tehnologiji, ne moreva mimo avtomobilom. Esej omenja klasična rivalstva. Ferrari in Lamborghini, Mercedes in BMW. To je veliko več kot le konjske moči ali sekunde do stotice. Kaj ne? To so cele filozofije. Absolutno. V avtomobilski industriji je to rivalstvo mogoče najbolj čustveno nabito. Gre za estetiko, hitrosti, za filozofijo zvoka motorja, nekaj, kar pri električnih avtih dobiva čisto nove dimenzije, mimogrede. Gre za občutek prestiža, tehnično mojstrstvo, dediščino. Ferrari kot umetnost na kolesih, Lamborghini kot upor, ekstravaganca, Mercedes kot nenehno iskanje inženirske perfekcije, BMW kot distilacija dirkaške strasti za cesto. Vsem pa je skupna ta globoka želja po presežku. Biti boljši, hitrejši, bolj zaželeni od tekmecev. In prav to rivalstvo, ta obsesija s preseganjem mej, nas je pripeljalo ne le do vedno zmogljivejših benzinskih motorjev, ampak je, ironično, pospešilo tudi razvoj električnih avtomobilov, pa hiperavtomobilov. Mobilnost ni več le prevoz od A do B, postala je kompleksna izkušnja, statusni simbol, tehnološki manifest. Prehod na električne avtomobile je res eden izmed velikih simbolov našega časa, kot piše v gradivu. Bencin je bil desetletja sinonim za moč, svobodo, hrup industrijske dobe, zdaj pa elektrika vse bolj predstavlja inteligenco, trajnost, tišino digitalne dobe. Točno tako. Motor z notranjim izgorevanjem je bil srce industrijske revolucije, definiral je 20. stoletje. Električni pogon pa vse bolj definira digitalno dobo. Tesla je tu odigrala ključno vlogo. Esej to posebej izpostavlja. Musk ni spremenil le tehnologije, spremenil je kulturo dojemanja avtomobila. Električni avto ni postal le simbol ekologije, ampak tudi inteligence, naprednega razmišljanja, odločitve za hitro, čisto in, kar je pomembno, tiho prihodnost. Tišina postaja nov luksus. Ampak ta prehod seveda ni lahek. Stari svet bencinskih motorjev se še vedno močno upira. Infrastruktura za polnjenje se šele gradi. Pojavljajo se vprašanja glede virov za baterije. Nič ni črno-belo. Seveda ne. Vsaka tehnološka revolucija je v svojem bistvu boj med starim in novim, med uveljavljenimi interesi in disruptivnimi idejami. Bencin še zdaleč ni mrtev, ima svoje prednosti, ogromno infrastrukture. Elektrika pa še ni popolna rešitev za vse. Ima svoje izzive, kot si omenil. Ampak kot pri vseh evolucijskih procesih, dolgoročno gledano običajno preživi tisto, kar se izkaže za bolj prilagodljivo, učinkovito, skladno s časom. Zanimivo je, kako Esej poudarja, da elektrika v resnici ne uničuje bencina. Zgolj dokazuje, da se moč in zmogljivost lahko izražata tudi drugače. Tišje, čisteje, mogoče celo pametneje. Z več nadzora in integracije. Gre za redefiniranje koncepta moči. Če pogledava še eno veliko transformacijo, digitalno renesanso, kot je nekateri pravijo, mislim, da če bi nekomu iz, recimo, leta 2000 pokazali današnji pametni telefon, verjetno bi res mislil, da gre za čarovnijo.
Iz znanstvene fantastike. Prehod z fizičnih tipk na zaslone na dotik je fundamentalno spremenil našo interakcijo. Upravljanje sveta je postalo intuitivno, neposredno, skoraj telepatsko, kot slikovito zapiše avtor. S tem pa je prišla tudi absolutna eksplozija podatkov. Dobesedno vsak naš klik, vsaka fotografija, ki jo delimo, vsako sporočilo, pušča digitalno sled. Ustvarjamo in shranjujemo nepredstavljive količine informacij. Vsako sekundo. To je cunami podatkom, nikoli v zgodovini ga ni bilo. In logično vprašanje je, kam s vsem tem? Podatkovne centre. Esej jih zelo primerno imenuje moderne katedrale informacijske dobe. Ogromni, brezimni, tihi, močno hlajeni prostori, kjer stroji neprestano meljejo, procesirajo, shranjujejo delčke naših digitalnih življenj, misli, dejavnosti. Precej ironično, kaj ne? Za vso to digitalno lahkotnost, ta eterični občutek, ki sva ga omenjala, potrebujemo te ogromne, zelo fizične kolose. Iz betona, kovine, plastike, silikona, ki požirajo enormne količine elektrike. Ta ironija postane še bolj očitna, ko govorimo o umetni inteligenci. Vsak napredni jezikovni model, kot so tisti, ki poganjajo današnje klepetalne robote, vsaka kompleksna nevronska mreža, to so sistemi, ki poskušajo posnemati delovanje človeških možganov za učenje iz podatkov, za svoje delovanje, še posebej pa za učenje, potrebuje ogromne količine računske moči in posledično elektrike. Včasih toliko, kot porabi manjše mesto. Resno. Ja. In to postavlja zelo pomembno vprašanje, ki ga izpostavlja tudi naš vir. Ali je napredek, ki zahteva tako ogromne vire, res napredek v pravem pomenu besede? Ali pa morda le ustvarjamo novo obliko odvisnosti? Tokrat od podatkov in energije za njihovo obdelavo. Kljub tem kritičnim vprašanjem pa esej ohranja pogled na tehnologijo kot na, predvsem, orodje. Orodje, ki nam omogoča raziskovati meje mogočega in, kar je mogoče še pomembneje, raziskovati same sebe. Našo ustvarjalnost, našo inteligenco. In potem pridemo do vrhunca računske moči superračunalnikov. Vir jih opisuje skoraj poetično, kot nove možgane civilizacije. Stroji, ki rešujejo probleme, za katere bi ljudje potrebovali tisočletja, ali pa jih sploh ne bi mogli rešiti. Simulacija nastanka vseloja, natančno napovedovanje podnebnih sprememb, iskanje novih zdravil z modeliranjem molekul. Njihove zmožnosti so res osupljive, težko predstavljive. Ampak bistvo superračunalnikov ni le v surovi računski moči, v teraflopih in petaflopih. So tudi fizični izraz naše kolektivne volje po znanju, naše globoke želje po razumevanju kompleksnosti sveta okoli nas, vesolja. So poskus razširiti meje človeškega uma preko bioloških omejitev. Vir špekulira o prihodnosti, kjer se bosta umetna inteligenca in kvantno računalništvo, to je veja računalništva, ki izkorišča zakone kvantne mehanike za reševanje določenih problemov eksponencialno hitreje kot klasični računalniki, še bolj prepletla. V takšni prihodnosti bi meja med izračunom in razumevanjem, med obdelavo podatkov in zavedanjem konteksta, mogoče celo namena ali čustev, lahko postala zelo zabrisana. Računalnik ne bo le računal, mogoče bo interpretiral svet na načine, ki si jih danes težko predstavljamo. In potem se vprašanje res ne bo več glasilo samo, kaj je resnica, ampak morda bolj temeljno, kaj sploh je inteligenca. In kaj je zavest? To odpira ogromno filozofskih vprašanj. Vrniva se še za trenutek k osnovni dinamiki, tekmovalnost in sodelovanje. Vir uporablja močno metaforo, tekmovalnost primerja z ognjem. Lahko nas greje in poganja naprej, lahko pa nas tudi požge in uniči. Če pogledamo zgodovino tehnologije, res vidimo nekakšen nenehen ples med egoizmom posameznikov ali podjetij, ki želijo zmagati, in altruizmom ali saj potrebo po skupnosti, standardih, ki omogočajo širšo uporabo. Apple in Microsoft sta želela prevladati, ampak sta nehote s svojimi produkti digitalno povezala svet na načine, ki si jih na začetku nista predstavljala. In prav tu, na tej točki, nastopi sodelovanje kot ključni element za naslednji korak.
ko tekmovalnost preraste svoje začetne, včasih